Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes se rekla, vam moram tole povedati, ker včeraj sem se dobila slučajno. Šla sem na kavo, imam morsko frizuro in sem srečala enega gospoda, ki ga že leta poznam, ki ga izredno cenim, podjetnik, v glavnem, in sva klepetala. V glavnem, glede podjetništva, on, kapo dol, ve vse. Ampak res ve vse, dela tako, živi tako in ja, kapo dol. Glede zdravja, mogoče majčkeno pozabila na sebe. No, in sva o tem pol govorila, kako pomemben je ta krvnožilni sistem, kako pomembno je razumeti limfo in dejansko o tem skoraj nič ne ve. In sem rekla, vseeno še z vami delim to, kar sva se včeraj pogovarjala, ker mogoče nekomu naredi, aha, zdaj pa razumem. V glavnem, če gledamo srčno-žilni sistem, ga poganja srce. In srce dela. Če smo žalostni, če smo veseli, srce dela. Takrat, ko se malo zadihamo, bolj dela. Takrat, ko smo zaljubljeni, še bolj dela. Pač srce dela. In to je sistem žil, se pravi krvnožilni sistem, prinaša kisik, hranilne snovi in odnaša tudi odpadne snovi. Dejstvo pa je, da sama celica je pa živa zadeva, ne? Živa zadeva, ki ima svojo zavest, ki ima svojo elektrarno, celično jedro, membrano in dejansko vsaka celica zase je svoj motor, v glavnem svoja živa enota. V osnovi mi smo sestavljeni iz celic. Kakorkoli obračamo, mi moramo razumeti delovanje celice. Se pravi, preko krvi naša celica dobi hranilne snovi in če imamo zadostno količino dobrih maščob, lipidi in steroli se to imenuje, so celična vrata odprta, nič ne rustajo, nič ne ribajo, se odpirajo, pridejo hranilne snovi noter in potem seveda spet, če imamo dovolj maščob, tudi celična membran oziroma mitohondriji so obdani z membrano. Se pravi, tudi mitohondriji imajo dovolj energije, da lahko delajo, in če imamo dovolj B vitaminov, pa če imamo dovolj magnezija, C vitamina, se v mitohondrijih proizvaja energija, mi imamo vedno več energije, vedno bolj dobro se počutimo in smo sploh dobri. In zašteka se pa lahko. Ok, ena stvar je to, da imamo pomanjkanje hranilnih snovi, da nam zaradi stresa ali raznih prehranskih navad pač ne vnesemo dovolj B vitamina v svoje telo, dovolj lipidov in sterolov, dovolj C vitamina, dovolj magnezija. Ker zdaj, če gledamo čez poletje, pač se potimo in C vitamin in magnezij se izplavljata tudi preko potenja. Se pravi, če se izredno potite, če imate neke naporne športe, če imate, ne vem, da vam je kar naprej vroče in se potite, ja, mogoče bi bilo pa pametno razmisliti, dodati C vitamin pa magnezij. Zdaj tako, zmed tega, kar vam jaz lahko ponudim iz mojega asortimana, vzemite Pro-Vitality Plus. Imate noter C vitamin, imate magnezij, imate B vitamine, imate lipide in sterole in imate omega-3, ki je tako proti vnetjem. Poleg tega imate pa noter karotenoid. Karotenoid je pa predstopna A vitamina. A vitamin je pa potreben zato, da se D vitamin, ki se zdaj čez poletje pač v koži proizvaja, tudi pravilno skladišči v naše telo in da ga telo zna porabiti. Se pravi, to je zdaj tako en tak nasvet, delajte pa tako, kot vi čutite, v redu. No, v glavnem, to je zdaj po eni strani, mi rabimo te dobre hranilne snovi. Celica pa tudi odpadne snovi sprošča v limfo. Se pravi, razumevanje limfnega sistema je pa mogoče še bolj pomembno kot razumevanje žilnega sistema. Zato, ker limfni sistem nima srca, ki ga poganja. Limfni sistem, na limfni sistem je tukaj le priželjc, se pravi timus, ki je vpet takoj za sapnico, v bistvu tukaj sapnico, požiralnik, pač tukaj zadaj je. Ne me držati za besedo, ker jaz se nisem učila človeške anatomije. V glavnem, tukaj zadaj je, se pravi direktno tukaj, kjer je sedež duše, kjer je srčna čakra. In timus je odgovoren za delovanje tako imunskega sistema kot limfnega sistema.
Po drugi strani pa limfni sistem mi poganjamo s trebušno prepono. Se pravi, trebušna prepona, vsi poznamo to, kar rečemo, globoko vdihan s prepono. Se pravi, ko vdihneš v trebuh, a ne to. Vdih pa se trebuh napne, ne tle gor, ramene grejo gor. In kdor od vas je pel, točno ve, ali pa poje, točno ve, da pri petju, če želiš imeti glas, potrebuješ trebušno dihanje. Trebušno dihanje obvladajo dojenčki, oni ko zaspijo, oni nikdar ne dihajo z rameni, ampak dihajo s trebuščkom in pač spijo kot dojenčki. In mi bolj kot smo razštelani, bolj kot smo stran od te zavesti dojenčka, se pravi, pa ne mirnost dojenčka, bolj dihamo samo z zgornjim delom pljuč, ne vdihnemo v cela pljuča. Bolj kot smo v stresu, bolj imamo zategnen dih, ne moramo dihati. In tukaj pride do ene velike težave, ker eno stvar, da ne dihamo s celimi pljuči, pa naše telo zaradi tega dobi manj kisika, če ne dobimo kisika, seveda postanemo zakisani. V vsakem primeru to ni v redu. Ampak druga zadeva pa prepona, pa poganja limfni sistem. In če imamo težave z limfnim sistemom, imamo težave z vsem. Kar pomislite, od raka do vseh avtoimunih obolenj, do težave z limfnimi vozli, z bezgavkami, ker bezgavke so direktno povezane tudi z limfo. Potem pa si zatipate neko bulo, panika. Čakajte, dame, dajte narediti prej nekaj, da boste pognali svoje pljuča, dihanje, prepono v pogon. No in zanimive so pa raziskave, na ljudje, ki so kronično žalostni, jim lahko celo timus, se pravi ta češerika, jim odmre, se jim posuši. In kaj zdaj to pomeni? Dejansko jim odmre tudi imunski sistem, odmre razstrupljanje in v tem primeru, če se dobesedno posuši, nas to vodi v smrt. To pomeni, da če mi razumemo, da naše telo tako nujno potrebuje globoko dihanje. Zdaj pa, s čim lahko globoko dihate? Se pravi, ena stvar je šport, greste na sprehod, pa samo majčkeno pospešite korak, da se zadihate. Lahko delate tibetanske vaje zjutraj in pač globoko dihate v trebuh. Nenazadnje, tudi ljubljenje, se zadihate. Ampak pomemben je občutek ljubljenosti. Tukaj ne govorim o seksu kot šport. Če vam ne povzroča še več dobrih občutkov, boste na koncu še bolj prazni in če boste še bolj prazni, bo razočaran vaš imunski sistem, razočarane vaše celice. Dejansko, ena gospa je enkrat rekla, da je dejansko seks dober šport. Pač ko, zanimiva definicija. Če je nekomu samo šport, je to hopa cupa. Ampak verjemite mi, pri takem športu, slej ko prej se ga naješ. Slej ko prej. Če ti ne občutiš radost, da ti ne poje zraven duša, je to brezvezen šport. Je vse drugo boljš, kot pa razprodaja telesa. V glavnem, ples. Vse, kar vam povzroča, da trebušna prepona dela, da radost gre po vašem telesu, da se dobro počutite, veste. In takrat se pospeši tudi limfa, limfni sistem pospešeno odpravlja dodatne te strupe iz telesa in se počutite vedno boljše, vedno z več energije. Seveda lahko pospešite na ta način tudi s hrano, recimo zelena zjutraj, zelena barva, tudi peteršilj, tudi vse grenke zadeve zjutraj pomagajo pri tem, da strupi grejo iz telesa. Ampak, če mi želimo aktivirati priželc in če želimo aktivirati trebušno slinavko, potrebujemo dve stvari. Se zadihati in občutiti radost. Zdaj pa karkoli delate, občutiti radost. Ne vem, vrtnarite, kosite, občutite radost, se poveča razstrupljanje. In bolj kot ste žalostni in bolj kot nekaj morate delati, moram pospraviti, bolj te daje mora,
in življenje gre navzdol. Zato, glejte, ta dolgoživost. Mi, če želimo dolg časa živeti, pa sem pa z enim gospodom govorila, je rekel, star sem 65 let, ne umivam zob, pijem, kadim, nimam nobenih tablet, najbolj sem zdrav od vseh mojih. Ta trenutek mogoče ta zdrav v narekovajih še pije vodo. Ampak na dolgi rok jaz sem 100%, da svojim stilom življenja ne bo svojega telesa pripeljal do 90 let. Pač enkrat bo njegovo telo reklo, dol. Ja, veš, kaj se je zgodil, veš, tega je pa kap zadela. Ja. Kaj je pa naredil za svoje dobro počutje? Zato je tako pomembno, ali pa ta je pa raka dobil. Ne pridelamo si stvari zaradi kronične žalosti, zaradi nezdravega stila življenja, zaradi tega, ker v svoje telo trpamo nezdravo hrano, ker ne poskrbimo za svoje telo kot za svetišče in ker ne poskrbimo za svojo dušo kot za nekaj, kar je res pomembno. Se pravi, vsi odnosi, ki nam nižajo vibracijo, ni nič narobe, če malo rečemo, nimam toliko časa. Nič narobe, ker gre se za tvojo količino energije in takrat, ko si ti brez energije, kdo te takrat spravlja po konc? Pač, ne vem, verjetno se moraš sama, ne da. To sem želela povedati. Se pravi, današnje sporočilo, limfa, radost, dihanje. Zdaj pa karkoli delate, radost pa dihanje. No, dajmo pogledati. Kakšna sporočila grejo s kart prehodu v novo dobo? Da vidimo. 3 sporočila za tebe. Dovolj si čutiti svoje resnične solze. Čustva. Avtopralnica duše. Solze, naj se tvoja duša očisti. Že dolgo časa nismo dobili to karto, mogoče tisti, ki me zadnje čase spremljate, boste rekli, ne, te karte sploh še nismo dobili. Solze, glejte. Dovoljujem si čutiti svoje resnična čustva. Dovoljujem, da potlačena čustva pridejo na dan. Dovoljujem si jokati. Solze čistijo mojo bolečino in mojo žalost. Naj tečejo in me očistijo. Naj bolečina odide. Pred menoj so boljši časi. Zaupam, da se bo vse izteklo tako, kot je prav. In je prav, ja, da damo vsake toliko časa tudi tista čustva ven, da greste k vodi in vanjo zmečete kamenje bolečine, da greste k drevesu in ga objamete in predate svojo bolečino, da se umaknete in pač predihate svojo težo. In boste videli, kaj razbremenimo, ta del. Sedež duše razbremenimo, takrat, ko si dovolimo jokati. Naslednje sporočilo, bitja svetlobe te ljubijo. Mogoče se ne zavedaš, kako močno si ljubljena, ampak jaz sem 100%, da vse stvarstvo navija za tebe. Daj naredi korak, pojdi naprej, očisti, spusti, prepusti, dovolj, da odide. Ja, to življenje je težko. In če berete kakšno to duhovno literaturo z dušnega nivoja, ne vem, mogoče sem prebrala to v knjigi Potovanje duš, z dušnega nivoja Zemlja je najtežji planet za življenje. Ker tukaj Zemlja, če ti ne prosiš stvarstva za pomoč, ti pač ne pomaga. Če ti ne rečeš, prosim, pomagajte mi, na tleh sem, ne morem več, ti ne pomagajo, se ne vsiljujejo v tvojo svobodno voljo. Pač mi ljudje imamo svobodno voljo in ker imamo svobodno voljo, lahko delamo, kar želimo. Kar želimo, delamo dobro, delamo slabo, se valjamo v svoji žalosti, se valjamo v jezi, se valjamo v razočaranju. Lahko delamo, kar hočemo. Ampak včasih moramo priti tako do dna, da je enostavno, da smo na tleh in rečemo, ne morem več, pomagajte mi. In takrat, ko prepustiš nadzor stvarstvu, se stvari začnejo urejati tako na čudežen način, tako pridejo sporočila preko sanj, preko dogodkov, preko nečesa, nekaj slišiš, nekaj. Pač življenje ti nosi darila, kar zaupanje. Zaupaj vase in v življenje, ker podpirajo te vsa
bitja svetlobe. In to ti želim povedati. Ne moreš zaupati, bolj zaupati v to, da te stvarstvo želi popeljati naprej. Ta trenutek se nahajaš na točno pravi poti. Popolnoma nič te ne more raniti, poškodovati ali prizadeti. Bom dodala, razen če ti ne dovolj tega. Tvoja duša je večna. Ovire so le izkušnje, ki jih potrebuješ na svoji poti. Ustvarjena si po božanski podobi in ti si popolna. Si v sožitju in povezana s celotnim stvarstvom. Bolj ko zaupaš v svoje božanske sposobnosti, večja je tvoja moč. Pa še karta 40. Čarobni samorogi in vilinska bitja. Ko si v srcu, jih čutiš in z njimi z lahkoto se sporazumevaš. Svetlobna bitja delujejo skozi tebe in ti pomagajo. Ti si milina, svoje sposobnosti lahko v celoti izražaš in tudi živiš. Notranji kompas, notranje vodstvo, notranji občutki, pač dovolj, da te vodi tvoja duša točno tja, kamor je zate res pomembno. In slovo. Kaj ne sodi več v tvoje življenje? Mogoče kakšna čustva, ki te vlečejo dol, mogoče kakšna druga zadeva. Kaj ne sodi več v tvoje življenje? Delaš prostor novemu, čakajo te ljubezen, izobilje in radost. Noben razhod ni enostaven. Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh stranih. Ko je čas za razhod, naj se zgodi. Zaupaj, da si popolnoma varna. Ja, se lahko kaj skrijem. Očitno pred nalogo ali pa pred koraki svoje duše se ne moreš nikamor skriti. Če se tvoja duša v tem življenju odločila, da bo stvari pripeljala do nekega zaključka karme, nekega zaključka cikla, da je dovolj ciklanja, ne moreš pobegati. Lahko menjaš priimke, lahko menjaš službe, lahko menjaš karkoli, ampak ne boš pobegnila pred lekcijo. Ne moreš. Ne moreš. Ja, vem, še ni, pač to življenje. To življenje je osvoji lekcijo. Pač ne gre drugače. In če si za tvojo ustvarjalno energijo, ker očitno skozi te odnose, ki jih imaš zdaj, si pozabila na to, da ti ustvarjaš, da si ustvarjalka, zaradi tega, ker lete spet je breme prišlo. Kdo ti kikirika, kdo ti govori, kako bi mogli biti, pa ni bilo tako, pa nisi to, pa zakaj nisi, pa bi mogla. Halo, pusti mi, da diham. Nismo prej govorili o dihanju, pa o limfi. Ko ti nekdo takole kikirika in določa, kaj moraš narediti, zaduši ne samo ustvarjalnost, tvojo limfo, tvojo radost, tvoj notranji žar, pač vse se ustavi. In začni sprejemati tudi lekcije. Začni sprejemati svoje telo. Tvoje telo je svetišče, tako je krasno, kot je. Začni sprejemati leta. Ne nazadnje, pač leta so samo številka. Čisto nič drugega. In kakšen odnos imaš ti do te številke, je pač tvoja stvar. Ampak leta so samo številka in jaz recimo z leti sam to vem, da postajam vedno bolj modra in postajam tako kot dober šampanjec. Zmeraj bolj modra. Pač ne vem, kako nastane šampanjec, ampak v glavnem, ali pa dober konjak. Pač z leti zoriš. In hvala Bogu, s to pametjo, ki jo imam danes, ja, bi še enkrat šla v 20. leta. Ampak, marsikaj bi drugače naredila. Ne obtožujem moje preteklosti, takrat sem delala najboljš, kar sem znala, kar sem zmogla, ampak s to modrostjo, ki jo imam danes, že zdavnaj bi kakšnemu kaj povedala. Že zdavnaj bi kakšen red naredila. Ne bi čakala 25 let, ne bi čakala leta in leta. Kje pa. Zato kako začne sprejemati lekcije, začne sprejemati tudi ustvarjalno energijo, ki teče skozi tebe. In to pomeni, da se, mi imamo tukaj energijsko posodo, da se začne tvoriti ta tvoj notranji vrelec mladosti.
In ta notranji vrelec mladosti dobesedno tebe napaja. In je čas za zdravljenje. Ta zmerom ven pride. Pa čas je za zdravljenje, da se pozdrav tvoja duša, da greš naprej, da enostavno spustiš stvari, da pozdraviš svojo glavo, da pozdraviš svoj solarni pleksus, da pozdraviš, kaj tukaj, če gledam po tej sliki, jetra, žolč, trebušno slinavko, da pozdraviš ščitnico in da dejansko tvoja duša začne cveteti. Gremo še na tele karte. Danes sem čutila, da prav moram tole deliti z vami in toliko premalo se zavedamo, kakšno božansko moč imamo v sebi. Toliko premalo se zavedamo, da če bi bili opazovalci lekcij, koliko bi bilo lažje v življenju. Ta gospod, ki sem včeraj z njim govorila, je rekel, pri poslu pridejo boljši pa slabši časi. Jaz sem rekla, tako kot plima pa oseka. Je rekel točno to. Je rekel, in to so sladke skrbi. Je rekel, če imaš pri poslu sušo, to so sladke skrbi. Je rekel, druge so, ko čakaš na diagnozo. Ampak, glejte, ne čakati na diagnozo. Če vidiš, da imaš težave, začni delati korake za sebe. Ja, spet je prišla visoka svečenica. Začni se zavedati, kdo ti si. To, kar se ti dogaja, je preigravanje. Je potrebno zato, da se kališ, zato, da razumeš, tako kot neka vaja. In čas je za proslavljanje, partnerstvo, igrivo energijo, tvoje čaše, ljubezni so polne. Čas je, da poletiš. Čas je, da tvoja ženska energija se izrazi. Na nekem področju si izžeta, povezana je s podzavestjo, povezana lahko s strahom pred smrtjo, na nekem področju pač ne moreš več in imaš občutek, da so se vse sile življenja obrnile proti tebi, ampak ne gre se za to, da so se sile življenja obrnile proti tebi, kot za to, da se začneš zavedati, da nisi žrtev, da imaš vse moč, da imaš ideje, da lahko nekaj narediš. Ja, povezano je tudi s to moško energijo v tebi, ker slovenska ženska je trpeča ženska, uboga je, za vse sem sama, da pomeni, da tudi ta del v sebi vzbudiš to moško plat in enostavno včasih je treba udariti po mizi pa reči, zdaj se pa tega ne grem na ta način več, zdaj pa najdimo skupno rešitev, kjer bomo vsi zadovoljni. Ne, eden je zadovoljen, drug pa gara. Ker, ja, vidim, da res ne moreš več, sanjaš o lepem življenju in še to, zdaj ti pa dejansko moram pokazati te karte. Moram pokazati. Sodba je povezana s tem, da je to nekaj, kar ti moraš dati skozi. Ne gre drugače. In se pravi, ne moreš temu ubežati, ker je povezano s tvojo karmično lekcijo. Se pravi, ti moraš dati ta občutek skozi, da si na tleh, vsi moramo to dati, brez energije, zaradi tega, da se lahko začneš potem sestavljati. No, in tisto, kar te pa čaka, je pa družinska sreča, povezana tukaj gor je, netopir sem hotela reči, dragonfly, vse drugo mi gre po glavi kot, kaj že to v slovenščini, kačji pastir. Kačji pastir, ki je povezan s transformacijo. Od znotraj družinska sreča te čaka. Čaka te obilje, ampak očitno moraš iti ta proces skozi, ne moreš temu se izogniti. To je nekaj, kar tvoja duša se je odločila, da bo dala skozi. In bolj kot boš počistila svoje strahove, začela uporabljati zdravilno molitev dekodiranja, hitreje se boš osvobodila, hitreje boš šla naprej in boš videla, kako bo enostavno. Ja, neke nove ideje te čakajo, same dobre zadeve, ja, ampak tisto, kar te pa bremeni, neka nova strast, nam reka nova ljubezen, lahko tudi nova ljubezen, ampak nova strast,
nova ideja, ki te bo napolnila tvojo energijo in boš videla, vse se bo dobro izteklo. Pač karmične lekcije, nam rekla, da so enostavne, ker niso, ker so. Pač, lahko tako govorim, ker mislim, to, kar gre skozi me. Fucking zajebane so, pač noro zajebane. In greš dobesedno čez to, da na nek način tvoj stari jaz mora umreti, zato da lahko greš v novo življenje. Tako kot gosenica se mora zabobti, se pravi, si vzameš čas, da pozdraviš svojo dušo in potem poleti metulj. Pač ne gre drugače. Ta transformacija ni luštna, ampak je potrebna. Tako da, očitno si na tem področju, si na tem potovanju tvoje notranje transformacije in ja, delaj korake, bodi močna, zaupaj vase, predvsem pa zaupaj v podporo stvarstva in vse se bo uredilo. Tako da uživaj, vse dobro ti želim.